Pozdravljeni. Zopet se začenja dirkaški vikend in pred nami je uvod k veliki nagradi Mehike. Tudi tokrat si bomo v uvodnem prispevku ogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. A preden se spustimo k našim trem običajnim sklopom, je treba poudariti še dve pomembni točki. Najprej, kot ste že verjetno sami opazili, ker se aktivnosti na progi nekako vršijo za nas v poznih večernih nočnih urah, so prispevki objavljeni naslednje jutro. Torej, namesto prispevka v četrtek, petek, soboto in nedeljo, boste imeli priložnost spremljati prispevke v petek, soboto, nedeljo in ponedeljek zjutraj. Seveda gre za običajno prakso, na katero menim, da smo vsi mi že navajeni. In druga pomembna točka je vezana na samo ime velike nagrade. V resnici ne bomo spremljali velike nagrade Mehike, temveč veliko nagrado Ciudad de México. Torej, glavno mesto te države je pokrovitelj dirke, podobno kot naslednja ne bo velika nagrada Brazilije, temveč velika nagrada São Paula. Ampak zaradi boljšega razumevanja, zaradi enostavnosti, jo bom sam imenoval velika nagrada Mehike in upam, da mi tega ne boste zamerili. Tudi danes si bomo ogledali dirko iz preteklosti, nato se bomo spustili k samim lastnostim proge bratov Rodriguez in ne nazadnje nekaj minut bomo porabili tudi za vremensko napoved. In ko sem izbiral, katera dirka bi bila najbolj primerna za tokratno veliko nagrado Mehike, mi je na misel prišlo tisto, kar se je zgodilo pred 6 desetletji. Govorimo o veliki nagradi Mehike iz sezone 1963, kjer se bo sedaj marsikdo začel spraševati, kakšna je navezava, kakšna je aktualnost te dirke, ki je pravzaprav mnogim neznana. Dirka kot taka leta 1963 je bila izjemno predvidljiva in izjemno dolgočasna. Smo v obdobju, ko je v Formuli 1 kraljeval voznik, ki ga mnogi poznamo po imenu. In govorim seveda o Jimu Clarku. A Jim Clark, legendarni voznik Lotusa, je na progi takrat še nepoimenovani po bratih Rodriguez, svojim Lotusom 25 dosegel nekaj, kar bi danes nekako jemali kot znak premoči, znak dominance. Res, Lotus 25, eden izmed mejnikov v razvoju celotne Formule 1, mu je omogočil tako imenovani Grand Slam oziroma Grand Chelem. Jim Clark je bil najhitrejši na kvalifikacijah. Pred drugo uvrščenim, ki je bil John Surtees, je imel prednost na kvalifikaciji sekundo in 7 desetink. Takrat časa še niso merili na stotinke in tisočinke. In že to nam pove, da je imel Jim Clark rahlo premoč. Dirko je vodil od začetka do konca. Imel je seveda najhitrejši krog, ki je bil 7 desetink boljši od tistega prvega zasledovalca. Na cilju je imel Jim Clark pred prvim zasledovalcem, ki je bil Jack Brabham, prednost minute 41 sekund in 1 desetinke, tretji uvrščeni Richie Ginter pa je zaostajal že za minuto 54 sekund in 7 desetink. Vsi ostali so zaostajali za krog ali več.
Torej, če pogledamo situacijo v sezoni 2023, vidimo, da je bila dokaj podobna tisti, ki smo jo spremljali lahko pred 6 desetletji. Namreč velika nagrada Mehike je bila 9. od 10 dirk. In bila je 6. zmaga Jima Clarka, seveda dosegel je tudi 6. najboljši štartni položaj in 6. najhitrejši krog. Za konec je treba poudariti, da tisto 10. dirko na koledarju sezone 2063 je tudi zmagal Jim Clark. In leta 1963 je prvič v svoji karieri dosegel vse možne točke, kajti takrat se je določene rezultate še odbijalo, in seveda leta 1965 je zgodbo ponovil. Torej, govoriti o prevladi Red Bulla in Maxa Verstappena v sezoni 2023 je izjemno podobno, da bi govorili o prevladi Lotusa in Jima Clarka leta 1963. A seveda proga, posvečena bratom Rodriguez, je pravzaprav nekaj posebnega. Najprej zaradi nadmorske višine. 1238 metrov. To pomeni, da je zrak že tako redek, da za aerodinamiko veljajo malce drugačna pravila kot na nadmorski višini nič. Kar se tiče pogonskih sklopov, tu ni težav, ker so ti prisilno polnjeni, praktično stisnejo zrak, tako da motor z notranjim izgorevanjem dobi prav toliko kisika, kot ga potrebuje. A konec koncev videli bomo nekaj zanimivega. Čeprav kot aerodinamičnih profilov je podoben tistem, ki ga vidimo naprimer v Monaku ali na progi Hungaroringa na Madžarskem, na koncu štartno-ciljne ravnine, bolidi svetovnega prvenstva Formule 1 dosežejo lahko hitrosti tam blizu 370 km/h. Zaradi nadmorske višine je zrak redkejši in zato povzroča manj upora. A k tej točki se bomo še vrnili. Pirelli je tu pripeljal pnevmatike mešanic C3, C4 in C5. Za stopnjo smo se pomaknili proti mehkejšemu koncu v primerjavi z lansko sezono. In seveda, ukolikor pogledamo vrednosti, ki so zastopane na tabeli, bomo takoj opazili, da so v povprečju tam pod tisto srednjo vrednost 3. In seveda opazili ste, da kar se tiče aerodinamičnega oprijema, je vrednost 5. Ampak gre za to, da bolidi zaradi nadmorske višine imajo visoki kot profilov. Ne gre za to, da bi rabili tako visok aerodinamični oprijem, kot ga imajo naprimer v Monaku, ampak edina rešitev, kot ste dobro razumeli, je ta. In tu moram poudariti, da pravzaprav, kar se tiče pnevmatik, dirka sploh ne bo zahtevna. Kolikor pogledamo previsne kote, so ti dokaj visoki. Na prednjem paru koles je previsni kot 3 stopinje celih 25, na zadnjem paru pa stopinja in 75 stotink. Kar se tiče tlaka, je Pirelli zopet šel v neko normalo. Na prednjem paru koles je minimalni predpisani tlak 23,5 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles 20,5 funtov na kvadratni palec, kar nam zopet pove, da smo v nekih mejah normale. Približno 23 funtov na kvadratni palec spredaj in 20 funtov na kvadratni palec zadaj je neka orientacijska povprečna vrednost. In če govorimo o tem, da pnevmatike niso pod nekim visokim pritiskom, nam to potrjuje tudi grafika Pirellija, kjer prečne in vzdolžne sile v bistvu nimajo nekega velikega vpliva. Namreč opazili smo lahko, da na tem prikazu
so pnevmatike po večini obarvane z zeleno barvo. Ampak to po svoje pomeni nekaj drugega. Namreč vozniki, ker jim ne bo potrebno paziti na pnevmatike, bodo lahko šli na polno. Z večjo lahkotnostjo bodo lahko pritiskali na plin. In seveda zgodi se lahko, da bodo malce zadrseli po asfaltni površini, kar bi lahko pripeljalo do zrnjenja. Zato bodite pozorni na izraz graining skozi celoten vikend. A seveda, danes se tu ukvarjamo s tistim, kar še nismo videli na progi, zato za enkrat težave s pnevmatikami pustimo pri strani. Za konec nam je ostala še vremenska napoved. V četrtek in petek, predvsem petek zjutraj, so možne padavine in temperatura se bo gibala tam med 15 in 24 stopinj Celzija. Ko se bodo začele aktivnosti na progi, po tem grafu padavin vidimo, da ne bi smelo deževati. A v soboto in nedeljo bo oblačno, padavin v bistvu ne bo in temperature, predvsem v soboto, bodo med 12 in 24 stopinjami Celzija, v nedeljo se bo najnižja temperatura dvignila za stopinjo. A vidimo, da pravzaprav ne bo tako vroče, kar zopet, ukolikor zadeve premestimo na tisti prejšnji sklop, nam da vedeti, da s pnevmatikami ne bi smeli imeti težav. A o tem, kakšne bodo prave razmere in kakšne lahko pričakujemo, da bodo tudi strategije, se bomo pogovarjali v naslednjih prispevkih. Kar se tiče današnjega uvodnega, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.